Procentni račun. Ja, odkrito imam kar tremo, kako tole predstaviti. Zakaj? Ker se mi zdi, da je to ena taka ponarodela zadeva, ki jo uporabljajo vsi malček po svoje, ampak uporabljajo pa res vsi, ne. Jo uporabljamo v trgovini, jo uporabljamo pri odmerkih zdravil, jo uporabljamo, mislim, kjerkoli najti procentni račun oziroma deleži so prisotni v vsakdanjem življenju. Res, to je ena taka zadeva, ko vsak ve, ja, saj to, no, če pa kaj, sem rabil od matematike, pol pa da ti procenti, ne. Se pravi, procenti so res ena taka zadeva, ko jih moramo znati že za samo življenje. Evo, to je taka življenjska matematična zadeva. In zato imam kar tremo, ne, ker je tako življenjska, jaz pravim, da je tako ko ponarodela pesem. In zakaj to? Ja, vsak zna neko besedilo, ne, tako kot je vse najboljše za te, ne, pa tako. Ampak peti pa ne zna vsak, ne. Je boljše, da ti kdo tako od profesionalnih pevcev zapoje, ne jaz, a ne. Se pravi, ponarodele pesmi vsi pojejo, nekateri prav, nekateri narobe. Isto procente, ne, nekateri jih računajo na zvite načine, procenti, tabele, sklepni računi, vse gre. In jaz vam tako povem, če znate dobro računati, matematično pravilno, potem mogoče niti ne glejte tega videoposnetka. Če pa imate še težave, potem bi vam pa jaz ponudila en tak najbolj smiselni način tega. Ni tako, ko so vas stare mame učile, je tako, ko je mene gospa profesor učila, pa tako, ko bom jaz zdaj vas. Je najbolj tako matematično čisto, bi rekla, ne. In zato se jaz tega držim. No, pa si poglejmo, kako zdaj to izgleda. Preden začnemo s procentnim računom in z vsem tem, bomo pogledali malo ulomke še, ne, tiste se še spomnite. In pa eno stvar. In sicer, na primer, da zdaj narišemo en kvadrat. En cel, recimo pravokotnik, da ne bo naša duša trpela, ne. Takole, en pravokotnik. In ko to rečemo en pravokotnik. In to je en cel pravokotnik, se pravi, to je celota. Celota. En cel pravokotnik. Zdaj pa recimo, da pride ena katastrofa in odtrga takle del pravokotnika stran. No, tole, na primer, ne, tole ta rdeča stvar je pa del pravokotnika, se pravi, en del pravokotnika. To je del, to je celota. Ja, pol pa, ne, hočete vi to opisati eni stranki, a je še pravokotnik cel? Ne, del pravokotnika je nekdo vzel. In kaj rečete? Ja, pa velik del, ali mali del, ali kako bi zdaj vedeli? Zdaj, če bi bila takale mala pikica, to je res mali del, ne, če pa je malo večji, pa je skoraj cel. Ampak ni čisto cel, ne. In zato so si ljudje izumili neki tak termin, kot je delež. Se pravi, rečemo, ja, pol trikotnika. V našem primeru recimo bi bilo bolj ustrezno četrt trikotnika, 25%, nekaj takega, ne. In če ta del, ki smo ga vzeli od celote, opišemo nekako v primerjavi s celoto, ne, je to delež. Se pravi, delež je tisti, ki nam pove primerjavo. Zdaj mogoče recimo primer je tudi, ne vem, ko so zdaj te okužbe, ne, ne vem, 39 je bilo mrtvih. Ja, je to veliko ali je malo? Ali pa recimo rečejo, milijon je bilo mrtvih. Ja, razlika je, ne, razlika je, če mi pogledamo, da mi imamo 2 milijona prebivalcev, ena druga država, ki zdaj nimam pojma, recimo Amerika jih ima, ne vem, 50 milijonov, samo v enem večjem mestu, ne. Se pravi, kaj je razlika? Razlika je, da pogledamo mi celoto, pogledamo del in kaj nam pove, je, 3% prebivalstva je umrlo. In to je veliko, recimo, ne. 0,03% prebivalstva je umrlo, to je pa malo. Se pravi, celota je čisto vse, kar gledamo. Del je en del, ampak se nanaša na to celoto, je iz istega materiala, iste količine. Delež je pa v bistvu samo razmerje med tema dvema, delom in celoto. In delež je tudi tak, ne, ki je načeloma vedno nekako omejen.
100% delež je cela celota, ne? Tako. Ok, dobro, dovolj o celoti in o deležu. Gremo zdaj na naše najprej mogoče ulomke. Ne še procente. Nažalost, nismo še tam, ne? Zdaj, če bi tale del hoteli nekako oceniti, oziroma kaj bi rekli. Recimo, da bi hoteli izračunati en delež. Recimo, koliko je 2/5 od 150. Se pravi, če imamo mi, ne vem, 150 metrov dolgo palico, koliko je zdaj 2/5 od tega? Ja. Koliko bi zdaj dobili, koliko je 1/5? 1/5 bi rekli, ja, razdelimo tole na 5 enakih delov, ne? Bi vzeli eno palico, ne, mislim, ali pa ta del, pa bi jih na 5 enakih delov odnesli. In ko bi vedeli ta en del, potem bi rekli, a 2/5, sta pa 2 dela. 150 razdelimo na petine tako, da delimo z 5. In potem smo rekli, pol pa, ko imamo deljeno s 5, damo še pa krat 2. Evo, če dobro pogledate tole, to je 2/5 krat 150. In to je navaden račun z ulomkom, se pravi množenje dveh ulomkov. To lahko pokrajšamo, ne, 5 pa 150 je 30 in dobimo 60, se pravi 2/5 sta 60. In ena zelo pomembna zadeva se tu zgodi, besedica od nam v bistvu pomeni krat. To je tak trik, recimo, ko je meni vedno prav prišel. Se pravi, od je krat. In če to veste, potem lahko rešujete vse procente tega sveta. Ja? Ok, poglejmo si, če imamo to, ki je malo lepše napisan. Imamo, super, evo ga.